Prehajamo na 12. točko. Predlog občinske celostne prometne strategije občine Kamnik. Predlog strategije ste članice in člani sveta sprejeli po elektronski pošti. Predlagatelj je župan, poročevalca pa Aidan Cerar in Barbara Strajner. Aidan Cerar, izvolite besedo. Ja, lepo zdrav vsem zbranim, jaz sem Aidan Cerar. Uvod v občinsko celostno prometno strategijo Kamnika. To je strateški dokument, ki uravnoteženo naslavlja vse vrste prometa. Govorimo o hoji, kolesarjenju, javnemu prometu, motornemu prometu in celostnem prometnem načrtovanju kot krovnemu stebru. Sam proces priprave strategije je zelo natančno določen. Določilo ga je ministrstvo z minimalnimi standardi in tudi proces priprave strategije je na dveh točkah presojan s strani neodvisnih strani ministrstva izbranih presojevalcev. Obe presoji sta bili uspešni, z vsem skupaj pa želim poudariti, da je sam proces in zelo natančno določen in večkrat presojan, tako da tukaj imamo relativno malo svobode glede samega načina, kako strategija nastaja. Strategijo za Kamnik smo pripravljali konzorcij treh organizacij. Jaz sem iz IPOP Inštituta za politike prostora, naši partnerji so bili Ljubljanski urbanistični zavod in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Kot konzorcij imamo izkušnje in z nekaterimi sosednjimi občinami in v prejšnji iteraciji, nazadnje so se celostne prometne strategije sprejemale leta 2017, smo tudi pripravili nekaj celostnih prometnih strategij. Pomemben podatek je tudi, da strategija, o kateri danes govorimo, predvidena veljava te strategije je nekje 2032-2033, torej govorimo o 7 letih približno, in zelo velik poudarek te strategije je na tem, da je to pomemben dokument za občino za pridobivanje različnih sredstev za izvedbo ukrepov, ki so v strategiji navedene. Nekateri tovrstni razpisi so že odprti, v naslednjih letih pričakujemo še številne druge razpise na to temo in iz tega stališča relevantno, da ima občina veljavno celostno prometno strategijo, ker brez te strategije je prijava za določena tovrstne razpise ali pa pridobivanje sredstev nemogoča. Mogoče še to, zelo velik poudarek v procesu priprave celostne prometne strategije tudi na vključevanju splošne javnosti in vključevanju strokovne javnosti. Kar nekaj izmed vas prepoznam, ste se udeleževali delavnic in tako naprej, hvala za to, to je bilo zelo koristno, ampak tudi nasploh smo imeli v Kamniku zelo dobre izkušnje z odzivom lokalne skupnosti javnosti. Sam proces priprave strategije je potekal dobro leto, nekoliko dlje, kot bi si mi želeli, vendar v Sloveniji pripravlja celostno prometno strategijo približno 180 občin in zaradi tega smo tudi nekajkrat nekoliko dlje čakali na presojevalca, kot smo načrtovali oziroma računali. Tako da tukaj je bilo mestoma nekoliko več čakanja in zaradi tega mogoče nekoliko daljši čas priprave, vendar kljub temu, kot sem rekel, obe presoji so bili uspešni in vsi koraki priprave so bili ocenjeni kot ustrezno izvedeni. Za občutek izvedeli smo več delavnic za širšo delovno skupino, to je bila strokovna javnost, ožjo delovno skupino, to so bili predstavniki občine. Recimo splošno anketo je v Kamniku izpolnilo približno 450 občanov, kar je vzorski že za Ljubljano relevanten. Imeli smo dve javni razpravi na terenu, intervjuji, 25 intervjujev s strokovno javnostjo je bilo opravljeno, spletno vključevanje javnosti za tiste, ki so manj nagnjeni k udeležbi na delavnicah in tako naprej, so lahko izzive in predloge ukrepov vnašali na spletni zemljevid. In naše težko delo je bilo iz vseh teh virov preko strokovne presoje pripraviti vse korake strategije, ki jih bom hitro predstavil v naslednjih minutah. Seveda pa lahko, če boste želeli kakšnega od korakov, predstavim tudi bolj podrobno, če bi imeli na to temo vprašanja. Začeli smo z vprašanjem, kakšna je vizija občine Kamnik na področju prometa. To smo v fazi osnutka oblikovali skupaj z širšo delovno skupino, strokovno javnostjo in na to vizijo z občani preverili, bila je sprejeta kot ustrezna za Kamnik. Nadaljevali smo z izborom
nacionalnih ciljev, prioritizacijo nacionalnih ciljev in oblikovanjem specifičnih ciljev za Kamnik. Znova smo to preverjali z splošno javnostjo in odziv je bil pozitiven, cilji so bili strani splošne javnosti potrjeni. Na to smo logično nadaljevali prvič, kaj so v Kamniku na področju prometa izzivi, kakšni so predlogi ukrepov in vse skupaj preoblikovali v strateška vodila. Kompliciran izraz, vendar na nacionalni ravni se uporablja ta izraz strani ministrstva. To je napoved, v katero smer bodo vodili ukrepi in potem ukrepi razdeljeni na prej omenjene stebre, hojo, kolesarjenje, javni promet, motorni promet in celostno prometno načrtovanje. Bistven element strategije je sosledje, da je vizija v skladu s cilji, oziroma bolje rečeno cilji v skladu z vizijo, strateška vodila v skladu s cilji in ukrepi, ki vodijo v smer strateških vodil. Če ta sosledje ni natančno upoštevano, je to točka, kjer lahko na presoji strategija pade. Mogoče še nekaj relevantnih pojasnil za vas. Opazili ste, da so ukrepi na široko opisani. Zato je razlog. Na eni strani smo poskrbeli, da ukrepi kažejo, kaj so prioritete Kamnika, na drugi strani smo ukrepe zapisali dovolj široko, da če ukrep na eni lokaciji zaradi različnih potencialnih zapletov, tipičen primer so lahko zemljišča ali pa kaj takega, je nekoliko težje izvedljiv, imate alternative oziroma več navedenih prioritetnih lokacij in vam to nekoliko olajša pridobivanje sredstev in izvedbo v roku, o katerem govorimo, sedmih letih. Mogoče še ena specifika za Kamnik je tudi, da smo poleg obveznih stebrov, to so hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni promet, v celostnem prometnem načrtovanju še nekaj pozornosti na mestnem jedru. Gre za mesto, gre za staro mesto, ki ima zanimivo mestno jedro, ki se razvija, zaradi tega smo dali temu še nekoliko več pozornosti. In še, kar je zelo relevantno, gre za občinsko celostno prometno strategijo. Torej, glavnina pozornosti je na ukrepih, ki jih izvaja občina, jasno. Vendar, vseeno smo v strategijo vključili tudi nekaj zelo relevantnih ukrepov, ki presežejo občinsko mejo. Tipičen primer je železniški javni promet, ki je za Kamnik zelo relevanten in v smislu argumentacije in usklajenosti različnih stebrov mobilnosti dodajamo tudi tovrstne ukrepe ob pojasnilu, da niso v domeni občine, vendar pa, da si občina Kamnik zavzema za izvedbo teh ukrepov, ker so za občane in za potovanja ali pa izbiro načina potovanja občanov Kamnika relevantni. Mogoče še to, kar bi bilo lahko za vas pomembno, to je občinska celostna prometna strategija. V naslednjem letu pričakujemo regionalne prometne strategije, ki bodo osredotočene seveda na regionalna potovanja, na regionalne prometne povezave in ministrstvo je že začelo s pripravo tudi državne celostne prometne strategije in pričakuje se, da bo tudi te nivoji, te ravni dokumentov med seboj usklajeni. Seveda pa zaključujem z tem, da sprejetju strategije sledi izvajanje strategije, tukaj so pa že odprti prvi razpisi, se že nakazuje, v katero smer bo šli razpisi, pričakujemo jih še več v naslednjem letu in ta strategija lahko omogoči občini Kamnik, da se prijavlja na te razpise in pridobiva sredstva za izvajanje ukrepov, ki so navedeni v akcijskem načrtu. S tem kratko predstavitev zaključujem, seveda pa, če imate kakšno vprašanje, prosim, vprašajte in z veseljem bom odgovarjal. Hvala lepa za uvodno obrazložitev. Odpiram razprave. Svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ja. Besedo ima dr. Rok Novak. Rok, izvolite. Hvala. Hvala tudi za to strategijo. Mislim, dejansko mi je zelo fajn, dobro pripravljena. Proces je bil dober, sem tudi bil del tega in generalno ena izmed stvari, ki mi je zmotila, je sam proces, kako je prišla na sejo, da se je to malo 5 pred polnočjo zgodil, pa zdaj skoraj dobesedno 5 pred polnočjo jo obravnavamo. Tako da to je ena taka stvar, ki mi je malo škoda, malo je nespoštljivo do celotnega procesa, do ljudi, ki so sodelovali pri vsem tem. In mi je bilo fino, da bi imeli čas malo več razglabljati o tem. Kar se pa tiče vsebine same, se mi pa zdi, da ne vem, če je ena stvar noter, ki me je zmotila v smislu, da bi jo vendal, ampak mogoče sem pa razmišljal, da noter nekako ni
zajete, to sem sicer tudi sam komentiral v tem procesu, ampak noter v tej strategiji ni, da bo treba enkrat začeti razmišljati o politiki parkiranja, ki bo nekako vzela obzir to, da se naša vozila redijo, ali kako ne rečem, ne? Se pravi, da so vedno širša, večja, težja, daljša, ne? In da ne, v mestu je zelo omejen prostor, ne? In s temi velikimi vozili bomo dobili še manj parkirnih mest za še manj ljudi in bo treba nekako razmišljati okoli tega. Druga stvar je, da bi omenil še, da nekako ne najdem notri tega tako imenovanega, verjetno je vam znan izraz transit oriented development, ne? Se pravi, da se gre razvoj urbanega okolja nekako sledi temu, kaj se dogaja s tranzitno infrastrukturo. Čist direktno mislim na to, da ne bi zdaj v kratkem narekovajo, nastala neka dvotirna železnica do Kamnika, ne? In to ponuja eno dobro priložnost, da se pravi okoli te železnice nekako razvoj gradimo naprej, ne? Pa mogoče sam še eno stvar bi omenil, no, da zimskega vzdrževanja peš in kolesarskih poti ni omenjenega noter, ne? Mogoče se zdi malenkost, ampak nekako je to malo pozabljena tema, no? Da ceste se zelo hitro in ustrezno plužijo, ampak za te, ki so v resnici šibkejši udeleženci v prometu, pa nekako pridejo kasneje na vrsto. Ne vem, če imate kakšen komentar na to, ampak to je to. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Matiju Siter-Močnik. Matija, izvolite. Ja, hvala za besedo, verjetno še zadnjič danes. Vrnil bi se na sam začetek današnjega dne oziroma današnje seje. Tudi sam bi si želel, da bi me za pregled te strategije več časa, ker iskreno sem jo preletel zelo bežno. Je pa kar obsežno oziroma, kot rečeno, se sprejema za kar nekaj let, ne zgolj za kakšen mesec ali dva. Zdaj, kar sem opazil v hitrem tem preletu nekaterih ukrepov oziroma območij, ki se urejajo, izjemoma prednjačijo tudi precej osebni interesi, se pravi, pozna se verjetno, kdo je bil precej glasen ali pa tako, kot je bilo prej omenjen, tisti, ki je bolj siten, več dobi. Na splošno, kar me zelo veseli, je omenjena parkirna politika, da jo bo treba preučiti oziroma narediti, kar mi pa ni v sozvočju s tem, kar se je v zadnjih mesecih po Kamniku dogajalo, ko so se spremenila parkirišča oziroma parkirni režim praktično mimo naše vednosti. Upam, da se bo to zdaj kot celota preučili in tudi naprej določili neko celovito parkirno politiko. Nadalje je na strani 59 omenjena rekonstrukcija nevarnih križišč. Tukaj bi me tehnično zanimalo, kdo to določa, katero križišče je nevarno in katero ne, in na podlagi česa se pride do take ocene. In pa ena postavka predvideva uvedbo enosmernega prometa na Medvedovi ulici. To je v preteklosti že bilo in ni bilo ravno najbolj sprejeto oziroma je prišlo do kar precejšnjega kolapsa. Ali je to zdaj mišljeno, da se bo ponovno uvedlo, ali je bilo to zgolj neka črka na papirju, da je malo več peha. Kjer ne vidim nekega hudega doprinosa ali pa mogoče ne vidim drugega vidika, omenja se namestitev števcev za kolesarje, kaj bi s tem mi pridobili oziroma kakšen je namen tega, uvedba rumenih pasov za javni potniški promet, kje bi se to predvidevali in predvsem kakšen ne bi bil efekt tega. In pa se nekoliko navezujem na predhodnika glede parkirnih mest v samem centru. Velikokrat govorimo o oživitvi Šutne, da ljudje čez dalje manj hodijo peš, želijo priti čim bolj v sam center dogajanja, hkrati pa strategija predvideva postopno ukinjanje parkirnih mest v centru. Obenem smo pred par meseci že lahko poslušali ob negodovanje stanovalcev ob spremembi samega prometnega režima oziroma parkirnega režima, pri čemer se niti ni prišlo do ukinitve parkirnih mest, temveč zgolj do spremembe režima. Bi pa zelo pohvalil, da se predvideva urejanje pločnikov in kolesarskih poti. Mislim, da imamo tukaj še velik potencial in da bo to zelo dobro sprejeto med prebivalci. Hvala. Hvala lepa. Predajam besedo poročevalcu. Izvolite.
Prav lepa hvala, zelo relevantna vprašanja, sem si jih zapisal, bom šel kar po vrsti. Mogoče prvo vaše vsebinsko vprašanje je bila parkirna politika. Pri Kamniku smo naredili nekoliko več, kot so predvidevali minimalni standardi, oziroma imamo nekoliko več podatkov, opazovali smo tudi parkirišča v preteklem letu. Pri Kamniku se kaže to precej komplicirano vprašanje. Imate nekoliko večjo zasedenost parkirišč kot ostale primerljive občine in hkrati je pa parkirna politika, oprostite, zdaj bom malo po domače razložil, pri prometnih ukrepih imamo ukrepe, ki so korenčki in ukrepi, ki so palice. Parkirna politika je najbolj učinkovita palica, v smislu, da je zelo dobro upravlja z mobilnostjo, ne. Vendar pa, da je parkirna politika na eni strani učinkovita, da tisti, ki ne rabijo parkirišča zelo ali pa ki se vozijo na zelo kratke razdalje, ne uporabljajo pretirano parkirišč, hkrati pa, da vsi ostali, ki potrebujejo parkirišča, parkirišče enostavno najdejo, je parkirna politika zelo kompleksna tema, ki se začne z analitiko, kdo kje parkira, za koliko časa, kakšna je zasedenost posameznih parkirišč in potem se na podlagi tega oblikujejo specifični parkirni režimi za specifična parkirišča, glede na to, koga hočemo na kakšnem parkirišču. Koga pomeni, kje je za obiskovalce, kje je za zaposlene, ki parkirajo 8 ur, kje je za stanovalce. To je za strateški dokument tega tipa preveliko vprašanje. Zaradi tega smo predvideli ukrep priprava parkirne politike v stebru motorni promet in ja, predlagamo, da Kamnik pristopi v naslednjih letih pripravi parkirne politike, ki bo analitično dobro podprta, komunikacijsko dobro podprta. Omenili ste, da spremembe parkirnih režimov vedno razburjajo ljudi, zaradi tega mora biti komunikacijsko dobro podprta, predvsem pa režimi morajo biti med seboj usklajeni. Potem ste omenili večje avtomobile in tako naprej. Zelo relevantno vprašanje, to je odprto vprašanje v številnih evropskih in ameriških mestih, avtomobili so vse večji, vse težji, vse višji tudi in to je nevarno za ostale udeležence v prometu, predvsem manjše pešce, pa tudi za trke z ostalimi osebnimi vozili. S tem vprašanjem se absolutno ne ukvarja samo Kamnik, s temi vprašanji se ukvarjajo številna evropska mesta, tudi ameriška, nimamo še enoznačne rešitve, se pa stroka zelo zaveda, da je povečevanje deleža teh tovrstnih vozil za ostale udeležence v prometu potencialno nevarna. In vaša tretja točka je bila tudi zelo relevantna, usklajevanje prometnega in prostorskega načrtovanja, rečemo temu transit oriented development, ampak točno vem, kaj mislite tudi s tem izrazom. Ja, občina Kamnik je tukaj ima ekspertizo, povezuje te dve vprašanji, hkrati pa za vprašanje, ki ste ga vi odprli, je pa vprašanje, ki je bolj verjetno smiselen pristop na regionalni ravni. Govorite o dvotirnosti progi, dvotirni progi, ki bo na regionalni ravni spremenila to vrstno situacijo in ko bo to bliže, je treba na regionalni ravni s prostorskimi načrti, ki so tudi predvideni, razmišljati o tem, kako poselitev spodbujati ob koridorju, ne pa oddaljen od koridorja, ker je to zdaleč najbolj učinkovit način reševanja prometnih težav. Da spodbujaš poselitev tam, kjer imaš dobre možnosti potovanja in Kamnik že zdaj nima slabih za železnico, če to primerjamo za kraj brez železnice. Tako da to zelo relevantno vprašanje, verjetno do neke mere preseže tudi to strategijo, ker je regionalno vprašanje, ampak ja, relevantno in zelo se strinjamo s tem. Potem pa nadaljujem, omenili ste tudi parkirno politiko, to sem že odgovoril, če se strinjate. Križišča, dobro vprašanje. Gre za strateški dokument. V strateškem dokumentu seveda zberamo marsikakšen podatek, zbiramo podatke. Na ravni strateških dokumentov zelo redko specifično preverimo vse značilnosti izbranega križišča, ker na tej ravni je relevantna tudi percepcija. Bom razložil zakaj. Če se ljudem zdi križišče nevarno, bojo nekoliko kasneje pustili svoje otroke same peš v šolo, bojo nekoliko kasneje pustili ranljive člane gospodinjstva, da sami hodijo peš ali pa s kolesom in tako naprej, kar na drugi strani pomeni več avtomobilskega prometa v občini, več zastojev in težje potovanje z avtomobilom za tiste, ki druge možnosti nimajo. Tako da se na tej ravni vedno tudi naslanjamo na percepcijo, ker odločitve o načinu potovanja ljudje sprejemajo na podlagi percepcije, ne le na podlagi dejstev. Števci za kolesarje. Pri izvajanju celostne prometne strategije bo mogla občina Kamnik
kar nekaj podatkov vsako leto pošiljati oziroma poročati o kar nekaj podatkih ministrstvu. Pot v šolo, pot na delo in števci prometa so obvezni podatki, ki se bodo pošiljali, da bo to indikator, kaj se v občini dogaja s prometom, kakšni so trendi, kaj se spreminja in kako ukrepi učinkujejo na model split, na izbiro načinov potovanja Kamničanov. Osebno zelo zagovarjam zbiranje teh podatkov, ker v bistvu iz teh podatkov ne samo, da vidimo, kateri ukrepi so učinkovali, kateri niso učinkovali, tudi, kar res ni nepomembno, s temi podatki pojasnimo, zakaj smo se lotili kakšnih ukrepov. Ljudem rečemo, tukaj smo naredili ta ukrep, to se je zgodilo, take so številke in to nam zelo koristi pri uvajanju naslednjega ukrepa. Tako da za komuniciranje prometnih ukrepov zelo poudarjam pomen zbiranja podatkov. Omenili ste rumene pasove, razumem vas. Kamnik ni tipična občina, kjer bi na prvo žogo začeli razmišljati o rumenih pasovih, kakorkoli. Rumeni pasovi potovanja od avtobusa bistveno pospešijo. Če ljudi vprašamo, zakaj ne potujejo več z javnim prometom, prvi razlog je nizka frekvenca, drugi razlog je počasno potovanje. Zaradi tega vsem umeščamo tudi take ukrepe. Če bi se v naslednjih letih Kamnik odločil za neko novo linijo, za nek razvoj javnega prometa in bi se izkazalo, da na nekem kratkem odseku, ker je ta možnost, avtobus zgubi zelo veliko časa, bi bil ta razmislek verjetno relevanten. Znova smo na ravni strateškega dokumenta, tu je potem treba narediti še nekaj analitičnih korakov, ampak zaradi tega ta omemba. In ja, omenjali ste tudi Šutno, tukaj bom odgovoril nekoliko bolj splošno. Načeloma je tendenca mest, da promet, vsaj tisti promet, ki ga v mestu ne potrebujemo nujno, umikajo na rob mestnega jedra. To je splošna tendenca, izhaja iz teze, da mestno jedro nikoli ne bo z avtomobilom tako dobro dostopno kot obmestno nakupovalno središče. To je nemogoče, ta vojna je naprej izgubljena. Zaradi tega mesta večinoma poskušajo ponuditi nekaj drugega, neko bolj avtentično, urbano izkušnjo, ki jo pa obmestna nakupovalna središča ne morejo ponuditi in zaradi tega grejo mesta v to smer. Je pa to vedno ali pa praviloma usklajeno tudi tovrstni ukrepi z parkirno politiko, v smislu so kot taki analitično utemeljeni in med seboj povezani, tako da tukaj ne razmišljamo o tem, da se iz danes na jutri nek drastičen ukrep sprejme, pač pa da je to smer razmisleka, da se pa ukrepi med seboj usklajujejo in uvajajo postopno seveda. Hvala lepa. Še kdo? Ne? Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme občinsko celostno prometno strategijo občine Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za 21, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. S tem pa tudi današnja seja. Hvala lepa za sodelovanje na maratonski seji v tem mandatu, pa lepe počitnice, se vidimo jesen. Lahko noč.